Lep pozdrav seveda vsem prisotnim tudi z moje strani. Kot veste, je vlada Alenke Bratušek odstopila in če smo iskreni, verjetno bo tistih, ki bo zaradi tega jokalo, zelo malo ali pa nič. Mladi smo se vse skozi v času vlade Alenke Bratušek pojavljali vse povsod. Mladi so prva prioriteta, delam za mlade in tako naprej in tako naprej. Skratka, Alenka Bratušek je bila prva predsednica vlade, ki je zlorabljala mlade za svoje politične aktivnosti in poceni PR točke. Zato seveda smo njenega odstopa bili več kot veseli. Dejstvo, da vlada Alenke Bratušek ni delala za mlade in do danes ni naredila čisto nič, kaže dejstvo, da edino, kar bomo mladi od vlade Alenke Bratušek dobili, so obresti in pa pufi, katere je ustvarila v tem letu vladanja. Morate vedeti, da smo se v zadnjem letu nenormalno zadolžili in prišli smo celo na stanje, ko bo vsak novorojenec konec letošnjega leta imel 15 000 evrov minusa na, lahko rečemo, slamnatem transakcijskem računu. Menimo, da je to zelo nekorektno in nepošteno do vseh mladih, ki želijo ustvarjati, delovati v Sloveniji in seveda po svojih najboljših močeh pomagati nadaljnji blaginji v Sloveniji. V naši stranki smo tudi vložili in predlagali reformo izobraževalnega sistema, tako imenovani dualni izobraževalni sistem, katerega pa je seveda vlada brez pomisleka zavrnila. Pa da se mogoče malo bolj dotaknem tudi zadnjega dogajanja na območju Balkana. V Slovenski demokratski stranki, kot seveda vseh treh interesnih organizacijah, tako Slovenski demokratski mladini, ženskem odboru in pa seniorjih ter seniorkah, smo seveda v duhu solidarnosti takoj pristopili k pomoči vsem prizadetim, ki so čez noč ostali brez domov, hrane, drugih življenjskih potrebščin. Tako smo že v preteklosti in preteklih dneh izpeljali precej aktivnosti po, lahko rečem, regijskih koordinacijah celotni državi in tudi v prihodnje bomo sami izpeljali kar nekaj dobrodelnih aktivnosti. Bi pa radi povedali, da nas je nova zakonodaja na področju organiziranosti političnih strank pri tem močno omejila. Dr. Virant, ki je znan kot prvovrsten birokrat in ljubitelj vedno večje birokracije v Sloveniji, je z spremembami zakona o političnih strankah poskrbel za to, da mora vsaka stranka, ki želi izvajati humanitarne ali dobrodelne aktivnosti, lahko povem, da je naša stranka to izvajala vse svoje ustanovitve pa do danes, pripraviti en kup pogodb, poiskati osebe, komu bomo donirali, oboje stransko seveda se dogovoriti za podpis pogodbe in šele zatem zbirati aktivnosti, izpeljati aktivnosti, ki bodo šle seveda v smeri solidarnosti. Zaradi tega smo se v preteklih dneh seveda osredotočili predvsem na sodelovanje z drugimi, lahko rečemo, organizacijami humanitarnega značaja, predvsem Caritasom, ki je opravil izjemno delo in v naše, lahko rečemo, sosede in pa države Balkana poslali ogromno pošiljk hrane in drugih prepotrebnih stvari. Zato seveda pozivamo k enemu premisleku, ali je zakon o političnih strankah šel v pravo smer, saj je tudi te najbolj plemenite geste in pa dejanja močno onemogočil. V naši stranki in vrstah bomo vse tri interesne organizacije tudi v prihodnje delovale tudi na humanitarnem področju in seveda upamo, da se bo zakonodaja vsaj na tem področju razrahljala. Hvala.